Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je naš gost mlad ormoški podjetnik Iztok Ljuskovič. Lepo pozdravljen v naši družbi. Lep pozdrav. Kako te pravzaprav naj predstavim? Direktor podjetja, botanik? Recimo, ja. Ja, Ali pa samo botanik. Botanik 100% naravno. Je 100% naravno vse tisto, kar se prodaja v vaši trgovinici? Absolutno, ja. Absolutno se držimo tega, da je vse, kar pridelamo na roke, pridelamo naravno, ekološko, tako da ta naš slogan res drži. No, bistvo tvojega obiska danes, bomo se kar tikali, ker smo domači, je pravzaprav projekt, ki ga izvajaš skupaj z Centrom starejših občanov, kajti veliko tega smo že videli, tudi naši gledalci, ki spremljajo torej naše oddaje. Kaj te je privedlo do tega projekta oziroma kakšen je pravzaprav naslov tega projekta? Ja, v bistvu tega projekta je dejansko, da mi razvijamo nek nov izdelek, se pravi nek praktičen izdelek, konkretno gre za ekološki, ročno pridelani čaj v filter vrečkah. Sama ideja za to se je dejansko porodila že kar nekaj let nazaj, ampak je to povezano kar z določenimi stroški. Potem pa se je pokazala priložnost na Las Ormož na razpisu za socialno podjetništvo, kjer smo kandidirali skupaj z Centrom starejših občanov kot partnerjem tega projekta. Uspelo nam je, mislim, da je bil celo projekt takrat najbolje ocenjeni projekt v tistem sklopu. Tako da smo si zastavili neko zgodbo dejansko že od samega začetka skupaj z Centrom starejših občanov, se pravi, mi nekako v zgodbi nastopamo kot razvijalec samega izdelka. Center ponovne uporabe nam pri tem pomaga dejansko z samim preizkušanjem vzorcev čajev, ki jih mi potem poskušamo nekako razviti, zapakirati. In pa tudi dejansko z nekim izobraževalnim, spremljevalnim programom, se pravi o samih zeliščih, o ugodnih vplivih pitja zeliščnega čaja, ne nazadnje tudi o tem, da je najpomembneje lokalno pridelano, dejansko ne samo hrana, tudi lokalno pridelana zelišča so bistveno boljša, kot če jih pripeljemo od nekod daleč. Tudi okoljski odtis oziroma ogljični odtis je manjši, še posebej pa dejansko mi s takim projektom, če nam uspe pozneje izdelek dobro prodajati, lahko mogoče tudi zagotovimo kakšno delovno mesto, tako da nekako tako v bistvu je že od vsega začetka pri botaniku poskušamo delovati v našem okolju, to nam je najbolj pomembno, če nam pri tem uspeši dati komu zaposlitev, poleg nas seveda pa še toliko boljše. No, vsekakor je dobra stvar, da sodeluješ tudi s ormoškimi mladimi podjetniki, recimo ta čaj v filter vrečkah, ki je sedaj torej aktualen. V tvojem podjetju spijemo recimo v parku, pri G-spotu. Se kar dobi, pravi, recimo drugega nimamo kot botanik. Kako sodeluješ recimo z drugimi ormoškimi podjetniki? Pa jaz bi rekel, da je to kar plodno sodelovanje oziroma smo takoj dejansko bili za to, ko so nekaj lokalnih podjetnikov se nas je povezalo, še najbolj bi rekel mogoče z Goranom. On je nekako prepoznal to zgodbo, da je pomembno dejansko ponujati lokalno. Absolutno mislim, da v svojem lokalu, kar je le možno, ima lokalnih nekih izdelkov oziroma ponudbe. Tako da smo se dejansko mi zelo hitro to dogovorili z njim. Ta čaj, ko je sedaj v filter vrečkah pri njem, je, bi rekel, prototip še zaenkrat. Mi dejansko še kakšen mesec rabimo, da bomo do konca razvili ta izdelek.
Najverjetneje, kot zdaj kaže, bodo te filter vrečke iz ekološkega bombaža, se pravi, ne bo šlo za tiste klasične filter vrečke, malo drugačen izgled bo tega vsega skupaj. Tudi vemo, da včasih pri tistih klasičnih filter vrečkah je kup težav, se pravi, do neke nanoplastike se najde v tem, tudi beljen zna biti tisti bombaž, ne, tako da mi bomo dejansko poskušali res, podobno kot ena gaza, bo to ne tako blago, taka filter vrečka, tako da res hočemo popolnoma naraven izdelek, tako kot sem rekel, pridelan tu, pa z rokami ljudi, ki v tem okolju živijo. Ne. V vsakem primeru so te vrečke takšne, kot praviš, izgledajo kot gazica, ne? Da ne govorim seveda o tem, kako je to seveda okusen čaj. Nimajo tiste vrvice, ne? Nimajo papirja, ampak tako je oblikovana, da kar potunkaš vročo vodo, vzameš žličko ven in je že za spit, ne? Tako, ja, pravim, za enkrat je tako, to je zdaj še izdelek, nekako pol izdelek, bi rekel, ni še to tista končna varianta, ne vemo še, če bo tudi vrvica, tudi k tej praktičnosti je treba absolutno stremeti, ne, dejansko smo mi ta izdelek začeli razvijati tudi zato, ker ugotavljamo, da imajo določeni ljudje mogoče težave s pripravo tega čaja v rinfuzi, ne, ali pa se jim ne da, tudi časi so takšni, ne, vedno vse hitreje, dejansko mogoče nimaš časa čez dan si pripraviti takega čaja, da ga precejaš, filter vrečka pa je ena rešitev, tako da mogoče tudi bo vrvica, ne vemo še čisto dokončno, v glavnem vse bo na takšen način, da bo praktično, ampak absolutno pa 100% naravno, ekološko, dejansko tudi na ta vidik gledamo, pa to poudarjamo. Ne. No, prijava na ta projekt je to sedaj torej sveža ideja te filter vrečke ali se že to prej porajalo v tvojih mislih? Ne, kot pravim, ta ideja se je rodila že, bi rekel, kar pred kakimi 4-5 leti, dejansko zato, kot pravim, ker smo ugotovili, da mogoče tudi bi zelo lahko dvignili prodajo, ne, če bi čaj dali v filter vrečke. Zdaj se že, bom rekel, sproti, ko izvajamo ta projekt rojevajo nove ideje, tudi še kakšen mesec maksimalno rabimo, recimo, pa bomo imeli na trgu ledeni čaj, ki ga bomo stekleničili, ne. Tudi to se nam zdi pomembno, da imamo take izdelke za poleti, ne, ker smo z samimi čaji mogoče malo omejeni na tisto hladnejše obdobje v letu. Tako da nekako probamo zraven tega, da dejansko poskušamo biti res neko obrtniško podjetje, bi rekel, po nekih standardih, kot so jih imele naše babice, recimo temu, ampak malo na večje, pa mogoče prilagojeno sodobnemu času, ne. Poleg tega tudi skušamo seveda vedno dvigniti prodajo, pač neko rast podjetja zagotoviti, da, kot pravim, zagotavlja delo nam, pa še komu iz lokalnega okolja. To nam je zelo pomembno, zelo smo navezani, no, bi rekel, na svoje okolje. Mislim, da tudi zato dobro sodelujemo, bi rekel, z nekimi lokalnimi institucijami, šolami, vrtci, centrom starejših občanov, knjižnico, recimo, ne, tu se vedno hitro najdemo, mislim, da nas res prepoznajo kot neko podjetje, ki živi s tem okoljem, ne, pa poskuša tudi nekaj dati nazaj temu okolju, tako da to nam je res pomembno, pa kot pravim, zato se tudi hitro z lokalnimi institucijami oziroma deležniki najdemo, ne. Kako se je sploh začelo vse skupaj, no? Malo se spominjamo seveda tistih začetkov, ampak obnovimo jih malo torej v nadaljevanju. Kako je bilo, kako je sploh prišlo do tega, da si se odločil torej za zelišča, za eno takšno prodajalno, za pridelavo pravzaprav? Ja, to bi rekel, je bil en res splet okoliščin, ne. Takrat je bilo leto 2011, se je ta ideja rodila. Jaz sem zaključil fakulteto, po izobrazbi sem etnolog in kulturni antropolog, se vrnil iz Ljubljane v Ormož in pač v upanju, da bom dobil zaposlitev ali, ne vem, v Ormoškem muzeju, Ptujskem muzeju, pač v eni od teh institucij.
Je pa bil leto 2011 pač tisti vrhunec gospodarske krize, zamrznjeno zaposlovanje v javni upravi, službe seveda ni bilo, ne. Tako da sem začel tu z priložnostnimi deli, bi rekel, prijatelj Mladen me je povabil, da sem jim pomagal na Verus Vinogradi, še enem lokalnem podjetju, v delu v Vinogradu, no, tudi v rokometnem klubu sem sodeloval, in dejansko se je ta ideja rodila skupaj z Mladenom Grabovcem. Nekako sva začela razmišljati, da bi bilo mogoče, če si neko službo sama zagotovimo, ne. Zelišča pa so dejansko prišla od tega, jaz sem bil kar, recimo temu, notri v tem, no, od malega. Moj stric je dosti vedel o tem, dostikrat me je jemal zraven, da smo nabirali kaj po travnikih, gozdovih, tako da dejansko zelišča so od tu prišla. Pa tudi takrat ni bilo, bi rekel, neke konkurence, kar se zeliščarstva tiče, hude na trgu, ne. Smo videli v tem kar priložnost. Tudi zemljo se je dalo dobiti, ker se, tako kot se še to vedno dogaja, kmetijska zemljišča so se kar opuščala, tako da nekako smo upala, da bo zemljo možno dobiti v najem, kar se je seveda tudi zgodilo. Je pa bilo dosti, bi rekel, no, tako naivno pa na pamet, ne, na začetku, pa jaz zdaj, ko gledam nazaj, pravim, da je to dobro, ker če bi mogoče vedela takrat z Mladenom vse, kaj nas čaka, kar se tiče nekih birokratskih ovir, tudi recimo, ne vem, o spletni prodaji smo razmišljala, ne, pa potem, ko smo spletno stran postavili, res lepo spletno stran, ne, ampak se ni zgodilo na začetku nič, ne, zato ker pač sama spletna stran brez nekega trženja, promocije, absolutno ne laufa sama od sebe, ne, tako da kup stvari se je bilo treba naučiti z leti. Začeli pa smo dejansko na eni stojnici pred trgovino Tuš v Ormožu, no, te pa se je nekako ta zgodba postopoma razvijala. No, na stojnici pred Tušom ste torej prodali prve svoje izdelke čaja, torej prva zelišča. Kaj so to bila, kamilice? Ne, mi smo že takoj imeli neke končne izdelke, se pravi podobno paleto izdelkov, bi rekel, kot danes, zeliščne čajne mešanice, tudi samostojna zelišča, potem alkoholne tinkture, mazila, recimo, šentjanževo olje, recimo, in pa mila, ne, to je nek naš repertoar izdelkov bil. Zdaj pravim, počasi pa razširjamo neko svojo, recimo vsako leto kakšen izdelek zraven, tudi takšen, ki se nam zdi, da bi mogoče na trgu se dobro obnesel, ne. Ne vem, recimo mazilo za ustnice je prišlo zraven, potem zdaj ledeni čaji, stekleničeni bodo, ta filter čaj, ne, tako da postopoma nekako dodajamo neke izdelke. Probamo biti zanimivi za vedno širši pač krog kupcev, se pravi od individualnih kupcev, posameznikov, do potem nekih specializiranih trgovin, potem tudi poslovna darila ponujamo, ne, se pravi podjetjem, in tudi v javne institucije, recimo čaj ponujamo, se pravi v šole, vrtce, tu zelo dobro sodelujemo, no. Pa potem zdaj nekako cilj z tem filter čajem in pa stekleničenim čajem pa je poleg individualnih kupcev ali pa trgovin, pa je preboj v gostinske obrate, ne, tu ciljamo pač na to. Tako da res si probamo nekako razširiti krog kupcev oziroma tržišče, ker smo ugotovili, da je to res nujno potrebno, zato še posebej zdaj ta kriza z koronavirusom, ki je nas, bom rekel, kar dobro udarila, no, ampak tu smo videli zdaj, da če nimaš razpršene prodaje različnim pač kupcem do različnih ciljev, da se lahko zgodi, da ti mogoče en večji zdaj odpade, pa imaš hudo krizo naenkrat v podjetju, tako da tudi tu se nekako učimo, pa probamo to na tak način peljati, no. No, kako pa gre prodaja? Kako ocenjuješ? Dobro, če pozabimo sedaj na to krizo, kje običajno se prodajajo tvoji izdelki? Mi, nekaj sem že povedal, dejansko primarni cilj je individualni kupec, se pravi ali v naši prodajalni, čeprav smo tu v Ormožu, bomo rekel, kar limitirani, ne, ampak vseeno se kar nekaj v naši lokalni prodajalni obrne. Naših, predvsem rekel, teh zvestih kupcev, ki se redno vračajo. Potem spletna prodaja, absolutno, ne.
Drugače pa še nekako tržimo svoje izdelke v specializirane trgovine, zdravo prehrano po celi Sloveniji, potem prav določene izdelke delamo posebej za eno malo večjo fair trade verigo v Nemčiji, ki ima svoje prodajalne, se pravi nekaj je izvoza. Potem, kot se rekel, šole, vrtci, center starejših občanov, recimo, se pravi te javne institucije, kjer za njih imamo spet razvit poseben izdelek oziroma malo več izdelkov, recimo to so take malo večje filter vrečke, ne? Če konkretno povem, da je praktično za pripravo sami kuhinji, neki institucionalni, ne? Pa potem poslovna darila, ta so kar velik del naše prodaje, ne? Čeprav se to večinoma odvija tam november, december recimo, ne? Takrat je treba poslovna darila pač stržiti. In pa zdaj pravim, novi cilj pa so gostinski obrati. Zaenkrat smo v 2 gostinskih obratih v Ormožu, enega ste vi že prej omenili. Drugače pa zdaj z tema 2 novima izdelkoma, se pravi tem, ki je v projektu EcoFilter čaj in pa z ledenimi stekleničnimi čaji, pa pač upamo na preboj v še večje število gostinskih obratov, kar bi nekako, bom rekel, lahko zagotovilo neko rast v prihodnjih letih podjetja, ki bo se na ta način lahko seveda tudi potem širilo, investiralo naprej, ne. No, glede na to, da praznujete 10 let delovanja, ne? Niti nisem vedel, ja. Ja, če ste začeli 2011, ne? Tako, ja. Mislim, vsekakor ste veliko dosegli, ne? Predvsem preboj na tržišču se zdi kar ogromen, ne? Glede na to, kar pripovedujete. Ja, bom rekel, mi smo kar konstantno rasli, no. Seveda od tiste stojnice absolutno neka rast mora biti, ne. Ampak pozneje, recimo tam od leta 2014 smo mogoče to malo bolj profesionalno še zastavili, pa je bila kar konstantna rast z leti. Dosti smo si pomagali tudi z raznimi razpisi, bom rekel, tu smo bili kar uspešni, no, smo se tudi tu kar naučili, na kakšen način je k temu treba pristopiti. Tako da vsako leto, recimo, bom rekel, tam 15 do 20%, to je že kar dobra rast podjetja, ne. Res smo začeli z nič, moram povedati, tako da absolutno je neka rast normalna, ne. Je pa, kot pravim, zdaj zadnje leto in pol pa je dejansko je bila ena kriza zaradi tega pač koronavirusa. Tu se nam je zdaj malo ustavilo, ampak zdaj s temi novimi izdelki mislim, da bo spet se odprlo, mislim, da se spet odpirajo, kot vidimo zdaj stvari, pa upam, da se nikdar več ne ponovi, vsaj ne v takem obsegu, takšna kriza, no. Da bodo tudi mogoče tisti, ki o tem odločajo, malo pametneje k temu pristopili, ker res se je pokazalo, da mali podjetniki dejansko so tu bili zelo, bom rekel, prizadeti, no. Vsaj eni, ne, odvisno seveda od tega, kaj delaš, ampak dejansko tu je bilo sicer nekih te državne pomoči, to smo recimo nekaj koristili, da smo preživeli, bom rekel, ne, ampak dejansko pa nekega priliva, da skoraj praktično se prodaja razen spleta, ne, ustavila, tako da tu pa smo res bili zelo omejeni, no, pa upam, da zdaj to zalaufa, no. No, zanimivo je to, oziroma zanimivo, vsekakor navdušuje, ne samo prodaja, vsi tvoji izdelki, ampak vso ozadje, ne, vso ozadje, če pomislimo, koliko dela je, da se pride do končnega izdelka, torej treba to vse posejati, pobrati, no, kakšen je postopek, recimo? Na kolikih hektarjih gojite zelišča ali kako pravzaprav to poteka? Ja, zdaj, mi smo zgodbo že takrat čisto na začetku zastavili na ta način, da dejansko od semena, sadike do končnega izdelka naredimo vse sami. To nam je bil nekako cilj, se pravi po nekih, bom rekel, obrtniških principih, se pravi ne z neko strojno obdelavo, pač na manjših površinah, z ročnim delom, na ekološki način. Na ta način dobimo tudi neke visoko kvalitetne ekološke izdelke, ki pač dosegajo tudi določeno ceno na trgu zaradi tega. Tako da dejansko
od spomladi, ko mi si posejemo že v rastlinjaku seme v zabojčke, pa potem ko to prepikiramo, naredimo sadike. Zdaj je ravno v tem času, letos je malo pozneje, zaradi dežja, zaradi polžev pa raznih še vplivov so šle sadike malo pozneje, ravno zdaj v teh dneh sadike presajamo na polje. No, potem zelišča dejansko vsa ročno obdelujemo, tudi poberemo vsak list, vsak cvet na roke, posušimo v svoji lastni sušilnici, dosti še čisto na zraku, brez nekega dovajanja toplote, kar so malo večje količine, tudi na tak način. Potem pa dejansko zelišča, ko so pripravljena, tudi ročno pripravimo, mešamo čajne mešanice, pripravljamo tinkture, mila, mazila, vse dejansko na roke. Tudi zapakiramo to na roke, tako da res tako bi rekel, mogoče butični izdelek, ampak probamo pa, da je dostopen tudi cenovno čim širšemu krogu ljudi, pa res nam je cilj dejansko ostati tu v tem okolju, ampak pač z neko prodajo pa dejansko po celi Sloveniji, pa tudi v tujino. Nekako na ta način, bo rekel, smo si zgodbo že na začetku zastavili, pa od tega absolutno ne odstopamo. Dejansko mi ne verjamem, vsaj dokler sem jaz v tem podjetju, da bo to kdaj strojno pridelovano ali pa ne vem, da bomo nekaj na hitro naredili, pa nekvalitetno samo zato, da prodamo to. Mislim, tudi to delamo, bom rekel, tisti, ki smo tu zraven, ne samo zaradi posla, ampak tudi z nekega lastnega užitka, ljubezni do tega, kar delamo, tako da nam je res pomembno, kaj na koncu mi damo končnemu kupcu. Tako da od neke kvalitete absolutno ne bomo odstopali, rajši malo manj. Ampak, kot pa pravim, pa to lahko doseže tudi malo boljšo ceno, tako da dejansko se tu na tak način postavimo. No, govoriš v množini, kdo ti pravzaprav pomaga? Družina? Absolutno, tu brez tega ne bi šlo še vedno, čeprav smo zdaj to malo bolj že profesionalno zastavili, še posebej recimo v tem obdobju, ko pride vse od sajenja, velik del rastlin je že zažetev za pobiranje. Če ne bi bilo tu pač družine, ki pomaga, tudi prijateljev, absolutno, recimo pred par dnevi smo pobirali kamilice, pa nas je bilo 17 na njivi, dejansko prijateljsko so nam prišli pomagati, vedno se odzovejo, tako da mislim, da se moram na tem mestu absolutno vsem zahvaliti, brez njih nikakor ne bi šlo. Drugače pa v podjetju pa smo zaposleni trenutno 3, 2 za polni delovni čas, 1 za polovični delovni čas, dejansko na enem projektu, oziroma na tem projektu, ki ga izvajamo. Je pa tudi kar nekaj sezonskih delavcev, ki jih recimo tam od maja pa do konca septembra mi potrebujemo za razna dela, od samega pletja, okopavanja, pobiranja, tudi pomoči v sušilnici recimo, tudi včasih v sami pakirnici, recimo, ko ga uporabimo samo za določen čas, takrat, ko ga rabimo, tako da bo rekel, da se tu kar en krog zaposlenih, recimo pa takih, ki pridejo pomagati, kakih 10 ljudi vrti plus domači. Če ne bi bilo tako število, še posebej zdaj v poletnih mesecih, je to praktično neizvedljivo zaradi same narave dela, se pravi dosti ročnega dela in vsega tega. No, če pomisliš, da se vsi cvetovi trgajo, recimo konkretno si danes zelo lepo pridišal po kamilicah, to verjetno ni parfum, to je sušilnice najbrž, ali z njive. To mi dostikrat doreče, da voha, da dišim po zeliščih ali pa stopi v našo trgovino, pa da zavoha, kako lepo diši. Moram reči, da mi smo že toliko v tem, da včasih tega niti več ne vohaš, ker dejansko si skozi v nekih teh aromah zelišč, pa dosti mešaš, pripravljaš tega, tako da dejansko niti ti iz prve še takrat, ko ti nekdo reče, se zavedaš dejansko tega, ampak ja, dejansko pač že pri samem nabiranju, pri vsem, ostane seveda von teh zelišč, tako da.
No, vse to nič ni narobe, ne? To je lepo diši v glavnem. Ja, upam, da ja. No, čudim se tudi temu, da pravzaprav kako zmoreš vse to, ne? Zato, ker verjetno je tudi papirologija, torej treba razmišljati, se prijavljati, slediti projekte, končno družino imaš, ne? 2 otroka, kako ti to sploh uspeva vse skupaj? Ja, bo rekel, mogoče je malo lažje, ker smo z ženo oba dva zaposlena na podjetju, tako da tudi kakšne stvari mimo grede včasih doma naredimo, čeprav bom rekel, da tudi da to včasih ni dobro, ne, ker dejansko ni tiste jasne ločnice med delom, službo pa pač nekim družinskim življenjem, ne, tu je včasih malo naporno, no, bom rekel, ampak je pa lažje, kot pravim, mogoče kaj narediš mimo grede, kar z kom drugim zaposlenim ne bi, ne, ki pride samo oddelati recimo 8 ur. Drugače pa kaj ne reče, jaz niti včasih ne vem, kako zdaj to vse, ne, gre skozi, pa kako nam vse uspe. Še najmanj rad imam seveda neko papirologijo, tako kot ste rekli, ne, ali pa tudi te razpise, to mi je grozen stres, pa vedno imam težave s tem, ampak brez tega absolutno pri botaniku ne bi šlo, ne. Mi dejansko nismo imeli v nekem trenutku za neke investicije nekih sredstev, tako da to je edino bilo možno narediti z nekimi evropskimi razpisi. Drugače pa, kaj ne reče, nekako zguramo, no, vse skupaj. Zdaj mogoče v tem obdobju, ko izvajamo ta projekt, je še posebej naporno, ker je ravno se zamaknil zaradi korona krize, pa s Centrom starejših občanov to izvajamo, ne, dejansko teh predavanj pa določenih aktivnosti nismo mogli izvesti, zato so nam projekt podaljšali za 2 meseca, tako da do konec junija ga moramo izvesti. Je pa zdaj vse, ne, dejansko sadimo, pobiramo, izvajamo ta projekt, tako da je zdaj kar naporno, ampak počasi zdaj nekako bomo splavali z tega, pa še vedno smo vse naredili, pa bomo tudi letos, no, tako da. Vsekakor. No, Uroš ti zvesto sledi, torej s kamero, sledi izvajanje tega tvojega projekta z Centrom starejših občanov. Kaj pa pravijo vsi ti stanovalci tam? So navdušeni nad temi čaji, nad predavanji? Kot je videti, ne, na posnetkih so kar navdušeni. Ja, moram reči, da je mene kar presenetilo, no. Recimo včeraj, ko smo postavljali spiralno gredo oziroma 2 spiralni gredi pred Centrom starejših občanov, ki bosta zasajeni z zelišči, je bilo pred domom, mislim, da enih 50 stanovalcev. Dejansko so tam sedeli ves čas z zanimanjem, opazovali, kaj delamo. Predtem smo seveda imeli na to temo, kaj bomo delali, tudi 2 predavanje, ne. Tudi tam je bil velik odziv. Mislim, da tudi upali smo, no, da nam bo uspelo tako speljati ta projekt, da ne bo to samo eden izmed projektov, kjer bomo mi neka sredstva vzeli, pa mogoče za podjetje nekaj izkoristili, ampak res smo poskušali tu neko obojestransko korist zagotoviti, se pravi Centru starejših občanov postaviti nek vrt, ne, ki bo jim ostal v trajno last, dejansko je to, bo več let tam stalo, ne, z zelišči zasajeno, tudi nekaj klopcev smo jim postavili gugalno, kjer bodo lahko oni recimo kot eno aromaterapijo se šli, ne, zraven velike grede za sivko. Tudi 2 piramidna vrta recimo, kjer bodo rasle potem jagode, da jih bodo lahko stanovalci si utrgali, ne. Pa tudi včeraj je bil recimo velik odziv tistih, ki pač to zmorejo, še so pomagali postavljati samo gredo, danes bodo sadili zelišča, ne, tako da mislim, da bodo tudi tu oni nekaj aktivnosti redne imeli, ko bodo lahko se ukvarjali z vrtom, ne, zalivali. Mislim, da jim je to kar zanimivo, pa da so kar dobro sprejeli ta projekt. Mi pa seveda bomo tudi botaniki imeli veliko korist, ker nam bodo pomagali razviti sam izdelek. Tudi dejansko, tako kot ste rekli, vaša televizija, ki se ji tudi zahvaljujem, ker nas res spremljate že vse od začetkov. Tudi preko te promocije bo nam uspelo že, da bo lažje plasirati ta izdelek takoj na trg, ne.
Tako da res bi rekel, da je to neka obojestranska korist bila tu, res verjamem, da je to smisel teh projektov, ne. Če so partnerski projekti, jih na tak način po moje treba zastaviti, ne, ker včasih kaki projekt vidim, pa je pač zaradi projekta samega, pa se pač mogoče nekaj pobere, nekaj bolj na spol ali pa na hitro naredi zaradi tega, da se naredi, ne. Tu mislim, da nam je res dobro zdaj uspelo to narediti na takšen način, pa da smo vsi na koncu projekta zadovoljni, no. Ne samo rezultati, ne, za katere ti seveda čestitamo. Mislim, do teh rezultatov te je verjetno pripeljalo tudi ogromno znanja, ne? Odkot ti toliko znanja o vsem tem? Se izobražuješ sproti oziroma verjetno zeliščarstvo nima nobene povezave z etnologijo? Malo, mogoče, ja, res malo z etnologijo, mogoče nekaj smo imeli na temo ljudskega zdravilstva, pač o tem smo govorili. Zdaj čisto na začetku, tako kot pravim, moj pokojni stric je mene nekaj naučil, mi pač dal neko voljo do tega, ljubezen do tega. Pozneje pa dejansko sva z Mladenom na začetku, ko sva to začela, najprej bi rekel kakega pol leta, po moje samo prebirala literaturo, se vrgla v to, nekaj šla tudi pogledati, čeprav ni bilo dosti nekih primerov, bi rekel, dobre prakse, kjer bi se dalo nekaj potegniti iz tega, tako da smo dosti stvari naredili pač po neki literaturi ali pa kar na pamet, ne, kar je dostikrat se je izkazalo, da ni najboljše, no, ampak zdaj z leti se tudi to učimo. Drugače pa sproti vedno, ja, tudi je treba, ne smeš zaspati, čeprav včasih, ko je gužva, se tudi to zgodi, ne, pa potem malo probamo kaj nadoknaditi. Tako da ja, tako kot se vse učimo v življenju, tako da je tudi to potrebno sproti skozi nadgrajevati, ja. Veliko pa najbrž tudi izkušnje, ne, prinesejo. Ja, kot pravim, ogromno, ne. Predvsem, kar se tiče mogoče neke pridelave, ne, na sami zeliščni njivi, tam smo res že probali 100 različnih načinov, ne, zato ker dejansko gre za ekološko pridelavo, ogromno je plevela trave, ne, absolutno ni tu nobenega herbicida, ki bi nam pomagal zatirati plevel, tako da predvsem tu se vedno borimo, pa poskušamo neke načine najbolj optimalne, da čim bolj zmanjšamo to delo pri nekem pletju, okopavanju. Zdaj trenutno smo na sistemu folij, se pravi folije s kapljičnim namakanjem. Nekaj folij je takšnih, ki prepuščajo vodo, za tiste rastline, ki ne rabijo toliko vode, je dovolj, da jih samo zalije čez tisto folijo. Med folijami imamo zasejano travo, ki jo kosimo, to je zelo pomembno, ker je njiva na nagnjenem terenu in vsak dež bi pomenil odnašanje zemlje, ne, spodkopavanje folij tudi, tako da tu s travo to nam je kar uspelo, čeprav jo letos, ker jo pridno dež zaliva, kar dobro tudi moramo kositi, ampak zdaj smo prišli do nekega sistema, da rečem, da smo približno zadovoljni, ampak tudi tu se vedno probamo nekaj naučiti novega, pa kje kaj pogledati, da bi nam bilo čim lažje, ne, ker je dela tega ročnega je res, bi rekel, da največji del časa v poletnih mesecih vzame to, ne, tako da ti na koncu skoraj zmanjka časa za najpomembnejše, to je za prodajo, ne, tako da tu je treba to kar se le da optimizirati, no. Samo ceniš recimo, ko je neko zelišče zrelo, primerno torej za, ali ti kdo svetuje? Ne, to zdaj že sami ocenimo, ne, tudi na začetku dejansko smo to ocenili sami, smo šli kaj pogledati, ne, tudi kaj prebrali, absolutno, ampak zdaj pa že po nekih izkušnjah to dejansko gre, ne. Dostikrat me kdo vpraša, če sledimo vsem tem luninim menam, pač temu koledarju, ne, bo rekel do določene mere, čisto po pravici povedano, ne. Zdaj tega mogoče bi se lahko šli na neki dosti manjši površini, na vrtu mogoče, ne. Zdaj še posebej v letošnjem letu ne verjamem, da je lahko kdo do popolnosti sledil luninim menam pa vsem tem naravnim zakonitostim, ker enostavno 2 meseca šel dež, ne, pa je trebalo narediti takrat
ko se je pač to dalo, ne. Tako da probamo tudi temu čim bolj slediti, ampak še posebej tistega, kar imamo malo več, recimo melise imamo ogromno, žajbla, timijana, tisto pa je pač treba pobrati takrat, ko je optimalno zrelo za pobiranje, pa takrat, ko mi lahko tudi to logistično vse skupaj najboljše izpeljemo, ne. Tako da mogoče to, jaz to vedno povem direktno, ker se mi zdi, da je včasih tudi dosti nekih zgodb, no, bom rekel tudi raznih, ki se česa grejo pridelave pa tega, po mojih nekih izkušnjah čisto je do 100% temu slediti praktično nemogoče na nekih večjih površinah, tako da bi rekel, da so to dostikrat malo bolj kake marketinške poteze pa zgodbe, no. Ja, verjamemo. V glavnem, moto in vodilo, ne, tvojega posla je naravno. Naravno, 100% naravno in verjamem torej, da boš tako tudi nadaljeval. Tako je, 100% naravno in pridelano tu, v lokalnem okolju, v Ormožu, v Prlekiji. Absolutno nam je cilj, da vse pridelamo tu. Kot pravim, res smo na lokalno okolje navezani, nam je okolje ogromno dalo. Bom rekel, res so nas prepoznali kot neko svojo domačo lokalno podjetje, mi brez dejansko nekih, kot sem rekel prej, teh lokalnih institucij, tudi vaše televizije, recimo Radia Prlek, absolutno ne verjamem, da bi se zgodba lahko razvila tako, kot se je. Tako da mi ostajamo vedno zvesti temu lokalnemu okolju, pa vse, kar bomo gradili, bomo tu pa probali čim večjem obsegu tudi še koga pridružiti delu v našem podjetju, tako da to bi meni osebno, no, kot direktorju podjetja res bilo eno veliko zadoščenje, če lahko tudi vrnemo kot podjetje nekaj okolju, ki nam je dosti dalo, bi bil jaz zadovoljen, ne. Sam zaslužek pa, to smo že večkrat govorili tudi na vaši televiziji, dejansko nam je pomembno, da lahko od tega normalno kot družina mi živimo, da še komu damo kruh, če je to možno. Nekih bajnih zaslužkov verjamem, da niti v naši branži težko bi do tega tudi prišli. Tudi zato smo organizirani kot socialno podjetje, pa mi to zgodbo socialnega podjetja res živimo, no, dejansko se neke presežki, bom rekel, investirajo nazaj v podjetje, v okolje, v ljudi, ki so v podjetju, tako da to nekako je naš cilj. No, tebi je uspelo, še komu morda od mladih tudi, ne, na kakršnem koli področju. Kakšno recimo bi imel sporočilo ti za tiste, ki pa kar bežijo iz Ormoža in so nezadovoljni in ne vejo, kaj bi tukaj, ne? Da se torej, očitno se da. Mislim, da to dokazujejo res zdaj že več lokalnih podjetnikov, recimo Grega Ivančič, ne, pa Goran Šnajder, pa res jih je zdaj že, bi rekel, kar ena paleta, no. Bom rekel tako, eni druge smo nekako zdaj to vlekli, ne. Mogoče je kdo videl, da meni gre v redu, pa da se da nekaj narediti, pa je ga to opogumilo, ne, pa potem kdo drugi še enega, pa je na tak način, se mi zdi, je to zdaj šlo. Nekako se mi zdi tudi, da v zadnjih 2 letih se je sama mentaliteta malo obrnila, nismo več tako apatični, pa da vsi rečejo samo itak je vse brez veze, pa tu se ne da nič narediti, ne. Drugače pa, zdaj jaz nekih nasvetov težkih ne bi dalo, mislim, da vsak posameznik najboljše ve, kaj je za njega najboljše. Moje osebno mnenje pa je pač, ker sem tudi, mislim, da skoraj 9 let živel v Ljubljani, meni je kvaliteta življenja tu absolutno boljša, vse imam pri roki, ljudi, ki jih poznam, dejansko se tu dobro počutim, nikdar niti nisem imel neke želje, me ni vleklo nekam iz Ormoža, ne. Tudi zato verjetno je takrat se nama z Mladenom porodila ideja, da probamo si neko službo tu narediti, ravno zato, da ne bo treba nekam iti, ne. Pravim, mi se tu dobro počutimo, tako jaz kot posameznik, moja družina, pa tudi podjetje, Botanik, se tu dobro počuti, tako da mi bomo tu ostali, upam, da nam bo uspelo, no.
No, Mladena Grabovca ni več zraven, ne? Je obupal ali nima časa? Ne bi rekel, da je obupal, nekako so se naše poti vmes razšle, drugače z Mladenom še vedno smo dobra prijatelja, pri rokometu recimo sodelujemo tudi, pri botaniku še kdaj pride, pa se vsedemo, tako da dejansko ostajamo prijatelji, so pa se pač naše poti vmes razšle. Za konec seveda še malo reklame. Torej, kaj se vse najde na policah tvoje trgovinice tukaj na Kerenčičevem trgu, pa sicer na spletu, ne? Če se boš morda spomnil, da malo zalogo preletiš tako v mislih, razen mnogih čajev, torej. Ja, poleg čajev seveda zdaj prihaja filter čaj, ne, potem tinkture razne alkoholne pripravljamo, mazila, recimo ognjičevo, smrekovo, timijanovo mazilo, taka čisto naravna, bom rekel, enostavna mazila naših babic, potem mila zeliščna, 5 različnih vrst mil imamo, potem sirup zeliščni, ki ga mešamo z vodo, ta je še posebej primeren za zdaj, upam, da prihajajo toplejši časi. Kaj sem še pozabil? Stekleničen ledeni čaj seveda prihaja, vse to je možno dobiti pri nas v trgovini, tudi na spletu. Pa z naslednjim tednom odpiramo našo teraso, se pravi tiste naše 2 mizici na glavnem trgu v Ormožu, kjer bomo ponujali vse te naše napitke, tudi kako kavico je možno spiti, tako da se priporočamo za obisk, če ne drugo, da kakšno rečemo z prebivalci Ormoža. No, pozabil si na 33, ne? Ja, to je skoraj naš paradni izdelek, ja, pa sem ga zdaj spustil. Tako, naš liker, 33 zelišč, bo rekel, mogoče to najbolj poznan izdelek tu v lokalnem okolju, ne, je bil kar dobro sprejet. Tudi tega recimo najdemo v parku pri Goranu, ne. Tudi mi ga seveda ponujamo na svoji terasi, pa v svojih prostorih v trgovini, tako da vabljeni. No, dejansko je 33 zelišč notri. Ja, v likerju je 33 zelišč, ki jih nabiramo od meseca marca pa do tam recimo sredine oktobra. Nekaj zelišč mi vzgojimo na zeliščni njivi, dosti je zelišč, ki jih poberemo v naravo, tako da s tem je res kar nekaj dela. Se pravi, ročno pobiranje, to je res tak domač liker. Osnova za sam liker je domače vinsko žganje, se pravi, da je čim bolj nevtralno, ne, da zelišča res pridejo do izraza. Pa kot pravim, mislim, da se to kar dobro prijelo, ne, v našem okolju. Letos nam ga je uspelo tudi plasirati v tisto Fairtrade verigo v Nemčijo, tako da ga po novem tudi izvažamo. Je pa zdaj znan tu, predvsem v lokalnem okolju, vsi vejo za 33, mogoče prej kot za kakšen naš čaj ali pa kajkoli drugega, ne, tako da. Pa sploh obstaja 33 zelišč v tem našem lokalnem okolju. To je bilo kar verjetno raziskovanja, ne? Ja, zelišč, bo rekel, mi jih že recimo tam nekaj čez 20 gojimo na svoji njivi, čeprav vseh teh, kar jih gojimo, ne grejo v ta liker, ne, drugače tu v naravi na tisoče zelišč obstaja. Določeni, ki pripravljajo recimo podobne take likerje kot mi, celo devajo preko 40 zelišč v ta liker, ne. Mi smo rekli, da dejansko nobenega zelišča, ki ga mi sami ne moremo pridelati ali pa ki ga ne najdemo tu v naravi, v Prlekiji, v liker ne bomo dali. Hočemo, da to, tako kot vsi naši izdelki, pač izdelek, ki je lokalno pridelan, ustvarjen iz lokalnih sestavin, tako da dejansko smo hoteli na ta način, zato je v našem izdelku 33 zelišč. V določenih razmerjih jih dodajamo, to je skrivnost seveda, ne, to je čisto naša receptura, tako da se trudimo, da vedno pride do nekega vrhunskega likerja 33, ja. No, vsekakor pa ta liker, torej 33, fajn paše v tisti zeliščni čaj, ne?
Si že ali poskusil? pa zraven, ne, to nisem po pravici povedano v sam čaj, drugače pa zraven pa absolutno pa še posebej v kakšnih malo hladnejših dneh. Ne. Fino, veselimo se seveda tudi čaja, tako da gotovo se oglasimo pri tebi, ko bomo žejni. Za danes pa se ti zahvaljujemo za obisk v našem studiu in ti želimo veliko, veliko uspeha z vsemi tvojimi projekti, predvsem pa s prodajo, ne, kajti brez prodaje verjetno ne bi bilo nič tudi v nadaljevanju. Seveda. Veliko sreče. Hvala lepa za povabilo, pa še enkrat hvala vaši televiziji, da nas redno spremlja, to nam res dosti pomeni in tudi pomaga. No. Hvala. Veseli nas to, ne, tudi. Hvala. Srečno. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa danes za pozornost. Iztok Luskovič je bil z nami. Prihodnji teden pa bomo gostili mlado športnico Urško Kuharič, kot verjetno veste, strelko, ki je zelo uspešna na evropskih tekmovanjih strelskih. Vsekakor nas čaka tudi zanimiv pogovor in ponosni smo na naše mlade, ne? Podjetnike, športnike in vse, ki torej kaj naredijo za naše domače okolje. Hvala za pozornost in srečno do prihodnjič.